Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. In tokrat zelo zanimiva iztočnica. Pravzaprav spraševali se bomo, kdo je Vinja, novi izvršni direktor Ferrarija, ki bo svojo vlogo nastopil 1. septembra. Marsikdo izmed vas je prebral v mnogih virih, da je John Elkann našel zamenjavo za Millerja. In ta osebek se imenuje Benedetto Vinja, v svetu avtomobilizma dokaj neznano ime. A upravičeno se mnogi izmed vas sprašujete, kaj to pomeni za Ferrari kot generalno gledano skupino, kak vpliv bo imel na dogajanje skuderije Ferrari, torej tistega športnega oddelka znotraj Ferrarija, in kaj lahko pričakujemo v prihajajočih mesecih. Najprej moramo spoznati, kdo sploh Benedetto Vinja je. Namreč v mnogih virih sem zasledil izjemno skope članke, kjer bi lahko rekel, da so dobesedno povzeli tisto, kar so objavili pri Ferrariju. In videli boste kar nekaj zanimivosti, ki sem jih odkril, ko sem se malce poglobljeno spustil v raziskovanje. Benedetto Vinja je fizik. V svoji karieri je deloval predvsem na področju elektronike. Sedaj je zaposlen na podjetju ST Microelectronics, kjer vodi tisto skupino za analogne rešitve. Tako je uraden naziv. In tu priznam svojo omejenost na tem področju, kajti ne znam vam razložiti, s čim vsem se ukvarja ta skupina, a odkril sem nekaj drugih zanimivosti. Res, Benedetto Vinja je bil eden izmed odgovornih pri projektiranju senzorja za prvo generacijo iPhonov in ta senzor je bil tisti, ki je obračal ekran glede na položaj samega telefona. Nekaj, kar je v današnjem svetu samo po sebi umevno. In to ste lahko prebrali v mnogih različnih virih. A nekateri so pozabili še na neko zanimivost. Namreč skupina, v kateri je bil član Vinja, je bila odgovorna tudi za izum nekega drugega senzorja. Namreč Nintendo za svojo konzolo Wii je rabil pravzaprav nekaj posebnega. Kolikor sem dobro razumel, ta konzola ima ločen senzor, kateri brezžično pošilja podatke o svojem položaju v 3 dimenzijah konzoli. In prav Vinja je bil zadolžen za izum tega senzorja. Dobil sem članek iz leta 2010, kjer so ga predlagali izum tega sektorja in seveda Vinjo kot izum tistega obdobja. Ne vem, meni življenja ni spremenil, a znano je dejstvo, da sem res bolj analogen in ne toliko digitalen človek. A pustimo sedaj to. Najprej smo lahko brali v tistih izjavah za javnost direktno izpod peresa odgovornih za stike z javnostjo Ferrarija, kako bo Vinja pripomogel k prehodu Ferrarija v tej novi dobi, ko se nekako zapušča motorje z notranjim izgorevanjem in prehaja na elektriko. Kar je mene osebno začudilo. Namreč prvič, kaj so počeli do sedaj, in drugič, a izvršilni direktor se bo ukvarjal s tem, kako bodo delovale razne komponente. Izvršilni direktor je figura, ki se ukvarja z vodenjem in ne s projektiranjem. Podobne pomisleke sem imel, ko sem v raznih virih prebiral, kako naprimer Mattia Binotto bo tisti, ki bo pomagal ustvariti boljši pogonski sklop Ferrarija, kot glavni odgovorni skuderije Ferrari. Ne, zato ima oddelek poln inženirjev.
Namreč, ukolikor se Binotto ukvarja s projektiranjem, kdo bo vodil celotno skuderijo in podobno tu pri Benedettu Vini. Ukolikor bo on tisti, ki bo gledal na to, kako bodo rešili določene težave, kdo bo vodil Ferrari. Seveda, njegove izkušnje bodo dobrodošle, ukolikor bo potrebno razumeti, kaj se dogaja. A daleč od tega, da se bo on vsakodnevno ukvarjal s projektiranjem. Vsaj upam, da bo tako. In mnogi so se pravzaprav obesili na njegovo prejšnjo službo oziroma še sedanjo. In treba je poudariti, da njegovi predhodniki daleč od tega, da bi bili v naravoslovnih vodah, kot sem povedal, Vinja je fizik, oziroma izobrazba za tisto mesto bomo videli, sploh ni tako pomembna. Ustavili se bomo pri 3 znanih imenih. Namreč Luca Cordero di Montezemolo, Sergio Marchionne in Louis Camilleri. Vsi trije so bili družboslovci. Montezemolo je študiral pravo, Marchionne celo filozofijo in pravo, Camilleri ekonomijo. A da bom bolj jasen. Sam Enzo Ferrari je rad poudaril, da on se nikoli ni spoznal preveč ne na mehaniko in ne na projektiranje. Bil je ponosen na to, kajti njegova vloga je bila odkriti talent v mladih in jim dati priložnost. 2 primera. Poglejmo, kako je Enzo Ferrari spoznal brezmejen talent Gillesa Villeneuva po samo eni dirki v Formuli 1 in kako je dal možnost Mauru Forgeriju, ki je bil takrat, ko je postal glavni odgovorni inženir celotnega Ferrarija, praktično začetnik. A seveda zgodba z lepim koncem v obeh primerih, čeprav pri Gillesu se je končala dokaj tragično. A vrnimo se k Benedettu Vini. Kaj lahko pričakujemo? Namreč opazili smo predvsem v skuderiji Ferrari v zadnji sezoni, da opravljajo neke vrste čistko. Namreč omenili smo že, da so odprli tisti poseben oddelek, kjer premeščajo določen kader, ki ni zaželen v sami skuderiji. In tu vas bom spomnil ponovno na Simonea Resto ter tudi mnoge druge inženirje, ki so široki publiki malce manj znani. Louis Camilleri v svoji vlogi, kot sem že omenil, je bil dokaj neopazen. In zbral ga je John Elkann, isti Elkann, ki je izbral tudi Vinjo. Zato lahko predpostavljamo, da Vinja bo v svoji vlogi prav tako neopazen, a morda bolj učinkovit. Tu bi rad poudaril nekaj. Namreč v vlogi, ki jo ima, po mojem osebnem mnenju, je potrebna vizija. Vizija v svetu avtomobilizma in vizija v svetu motošporta. Tako za Montezemola kot za Marchionna lahko trdimo, da sta imela oba zanimive vizije, ko sta bila na položaju. Seveda, spomnite se lahko, da sam se nisem strinjal z vizijo pokojnega Sergia Marchionna, a to še ne pomeni, da je ni imel. Pri Vini ne vem, ne poznam ga, ali sploh ima kako vizijo, ali ima sploh tisto strast do hitrosti, ki je potrebna, tako v svetu avtomobilizma in še posebej v svetu motošporta. Tu se odpirajo mnoga vprašanja, na katera bomo morali biti pozorni v prihodnosti. Namreč nekdo, ki absolutno nima vizije, je že prej citirani John Elkann. Vsi se lahko spomnimo tiste tolikokrat citirane izjave, da ni tako važno zmagati, če si dosegel najhitrejši krog. In seveda tu bomo ostali brez komentarja, kajti povedano je bilo že dovolj. Namreč moje osebno mnenje je, da Vinja
na mestu tega izvršilnega direktorja Ferrarija bo samo figura. Bo dežurni krivec, ukolikor bo šlo kaj narobe, in bo tista figura, ki bo vse časti prepustila glavnemu direktorju Elkanu, ukolikor bodo uspehi vidni. A na delovanje same skuderije Ferrari neposredno ne bo imel velikega vpliva. Namreč ukvarjal se bo z bistveno drugačnimi stvarmi in tako ne bomo videli kakih pretresov v sami skuderiji. In seveda stabilnost v sami skuderiji v tem trenutku je ključna. Videli bomo sicer v novi sezoni 2022, kaj bo prinesel nov pravilnik, a do tedaj hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.